Tistih 30-40 ur bom stisnil zobe, če bo karkoli, bolj, da sem enkrat najeben, kot pa da ga 3 mesece matram sam sebe. Ampak ti moraš vizualizirati težave, ki ti nastanejo na poti. Jaz ne moreš več sladkih zadev, vsaj eno veselje, ko vidiš prijatelje, familijo, ko ti pridejo tam in te malo objavljajo. Ko Vangelis zašpila komad svoja, ne, ti grejo tudi po 5 poskusih, ti grejo kosine po koncu. Meni tudi Vera prepoveduje v zimskem času laufati, recimo, ne. Ampak to je bila pa izjemna situacija. Ne grem na kolena, ne, sem šel na kolena, bruhno, stopim ven in rečem Heleni, zdaj peva pa na papir. Spoštovana publika, no pa smo prikašljali še v eno novo leto, ja, z mojim gostom Matjažem so pravkar ugotavljali, da so oba malo nahodna pa kašljajoča, ampak spodobi se, da se tako začne tudi leto, v katerem nam kaže spet na kakšno epidemijo, ne tako strašno kot pred 5 leti. Matjaž, živjo, pozdravljen. Živjo, živjo. A veš, da je že 5 let, odkar je korona se začela? Vem, ker smo bili neposredno vpleteni, nažalost, leta 2020. No, na srečo šlo mimo, malo smo se pametne delali, eni bolj kot drugi, pa je šlo kar lepo skosno. Ja, zdaj ste tudi poslušalke, drage in poslušalci, na audio platformah ugotovili, kdo je ta Matjaž, ki je moj gost. Ja, Matjaž Čampa, kdo pa drug, ne? Človek mnogoterih talentov. Tam zunaj pravijo na internetih, da je zanimiv človek, da je bil direktor 2 domov za starejše. Ja, v koroni ste ga tudi to zadevno opazili, sicer pa predvsem znan v naših krogih kot vzdržljivostni športnik. In ne samo to, ultraš, ki je prekrižaril pol sveta v tekaških copatih, na ultrah, na 100 milkah, kar 3-krat je bil na UTMB-ju. To me prav zanima, zakaj človeku enkrat ni dovolj, mora 2-krat ponavljati isto. Ja, pa vse ostale nore stvari je tudi naredil, ja, tudi v tem mi bo kaj povedal. Drugače pa morjeplovec baje, ja, ali v kajaku okrog hrvaških otokov, ali pa v svoji obnovljeni barkači tudi kje dlje, pa baje zna kaj zaigrati tudi na harmoniko. Evo, zelo na hitro, Matjaž, kje sem se zlagal? Takoj na začetku pismo. Povej. 4-krat sem bil na UTMB-ju. Ne, če je to pomembno, no. Je pomembno. No, vidiš, enega sem zgrešil. Evo, to, pa to bova pa zdaj razdelala. No, še kaj povej, kar govori, prosim. Ja, jaz sem že rekel, da to mi Vera prepoveduje, res se hecamo, ne. Vera prepoveduje 6-urne, 12-urne teke laufati, ker veš, gor, dol, to nimaš nič od tega, ne. In zdaj pri UTMB-ju sem nekako prekršil to pravilo, pa po mojem, če se bo dalo, vse še enkrat šlo. Ne vsaj še enkrat, samo še enkrat, pravi moja žena, no, tako da naj rečem samo še enkrat. Ko si šel prvič, si rekel, idem enkrat probati, da vidim, kako to izgleda, si rekel, to bo mogoče začetek dolgoletne ljubezni, kaj si rekel? Ne, mislim, prvič je bilo tako, da sem umrl že po 5 urah, sem od 2100 tekačev, tam na enih 30 kilometrih, 2050 po mojem, skoraj bruhal, sračkati se nisem mogel, nič ni bilo, v glavnem, Helena, moja žena, je rekla na okrepi pismo, rekla, ampak res je tako je rekla, vsi invalidi pa stare babe so te že prehiteli. In baje, da je bilo čisto res tako, no, jaz sem se pol nekako, eno župco sem pojedel, pol je šlo, sem napredoval, ampak prvi Rukar je bil pa ubijalski, sem rekel, če to pa jebem ti, res. Kaj bi se zgodilo, če bi tam odnehal, da večno bi si tolkal po glavi, a? Ne, po mojem bi šel na kakšne te lokalne še, ali bi pa suport zganjal, ali bi pa šel naprej, saj takrat sem bil še mlad, zdaj pa, to je bilo 15 let, 10 let nazaj bo letos. Mislim, to je že prava zgodovina. Ja, Matjaž, jaz sem še malo se spominjam, pa kar dosti spominjam, no, sem tudi že kar v letih pač začetkov, pa trail zgodovine v Sloveniji, no, pa tista prva generacija, se še poznam,
ki so išli iz ultrašov, pa so ratali gorski maratonci, pa so šli prvi na UTMB, to je bilo do leta 2010. Ti si bil pa druga generacija, pravzaprav, ne, ko se je v Sloveniji v bistvu šele majčken rojel ta trail, gorski maraton 4 občin je bil, drugega praktično ni bilo, nekje bilo na Pohorju, pa še kakšna stvar, ki je vzniknila, ampak nič za resno, po letu 2015 je šele trail pri nas zaživel, ti si bil pa takrat že na UTMB-ju. Zdaj, predvsem me zanima, ne, kaj deca v srednjih letih, ne, zvabi v dokaj naporne športne discipline. Eni grejo na golf, normalni ljudje, ne, ali pa malo kolesar ženo za vikend, ne grejo pa na gorske triatlone, pa na ultre. Kaj je za vraga, Matjaž? Toni Vencelj je geslo za to, ne? Po mojem, no. Ta tip je bil, sosed skoraj moj, ta tip je bil takrat na UTMB. No, ok, Zvone je itak legenda, Mezgal pa Pero Macuhov sta že davno nazaj na UTMB-ju, če se pogovarjamo o UTMB-ju, ampak Toni me je pravzaprav navdušil, ker mi je samo neke take čudne gesla, da ja, UTMB nimam pojma, diagonale norcev še imam pojma, ne? Fascinantno, kaj lahko človek pri 10-tažnih višincih še 100 milj preteče, to je bilo takrat zame misija nemogoče, no. In kako smo začeli, ja, v bistvu pri teh mojih letih smo začeli na GM-ju, klasika. GM leta, mislim, da je bilo 2011 neko svetovno prvenstvo, jaz sem se prijavil, je le svetovno prvenstvo, tudi svetovno prvenstvo v lednem plavanju je bilo, ne pa preplavaš tistih 15 metrov, pa si glavni car, ki si bil na svetovnem prvenstvu. No in sem šel na ta GM, takrat spoznal, kaj to sploh pomeni. Holu dolino, ko sem prihajal v cilj, dejansko sem prve in edine solzice potočil. To je res tisto, naredil sem 40 kilometrov, pa ne vem, 3000 višincev, koliko je takrat 2800. Naredil sem. No, pol se je pa začelo, mislim, da ko je Toni organiziral neke te svoje 3-dnevne novoletne maratone, novoletne, rojstnodnevne. Prvi dan ena klasika 18 km, 20, drugi dan 40, sem umrl, noge bolele, tretji dan sploh nisem šel. To je bilo januarja leta, točno vem, leta 2013, ker smo potem šli aprila 2013 na prvi istrski, takrat sem šel še na 100 km, tek naredil 27 ur, mislim, neka grozna številka je bila, podplati boleli, ko sem šel domov, sem zaspal v avtu skoraj za volanom, ampak ja, takrat te pol potegne. Te zasvoji, imaš ideje drugo leto, a itak gremo še na 100 milj in tako, pa ni konc, veš kako je to. Pa imaš pa prijatelje, pa padeš v to pleme pretegnenih laufarjev, ki so res čudoviti ljudje, moram reči, se pozdravljam tukaj, genialni so, pa ne bodo to mladi, stari, katerikoli spol, žal, ali pa na srečo je le razlika med cestnim tekom pa med hribovskim tekom. Drugače ljudje funkcionirajo. No, recimo, ja, elaboriraj. To pa zdaj razdelava. To zame, ko motornjaki pa jadrani se na morju, recimo. Ali pa še bolj, da preciziram, te male barčice z argolo, ko imaš ti podritjo, čutiš vse, ko se premakneš, ne? Ali pa one 50-ke z 2 krmiloma in sploh ne veš, a si na barki. Ali pa celo, da ne rečem katamaran. Pa z vsem spoštovanjem do vseh, ampak pač tako nekje čutiš pol tisti prvinski način gibanja v naravi, komuniciranja z naravo, s svojimi partnerji, z vsem tem. Se pravi, hočeš reči, da trail tekači so bliže, rekel, in naravi in stvarniku, v narekovajih, če rečemo temu tako, in prvinskosti in moče sami sebi, ali kako kot pa cestni tekači, ki to morda počnejo za to, da se rekreirajo, ali kako? Tako rekel, gorski ali pa hribovci imamo vsaj kosmate noge, ne? Oni šprinterji pač ne smejo imeti, ne morajo imeti, ne. Zdaj govorim tle bolj za kolesarje sicer, ali pa mountain bikerje pa kolesarje. Je razlika, malo si divji močno. V bistvu ti je vseeno, ki je tvoj friend, vesel si zanga, on je vesel zate. Če te prehiti, te ne bo prehitil za minutko, te bo za 2 ure prehitil na 100 miljah ali pa za pol dneva, in na koncu samo šteješ mrtve, nič drugega, ali si prišel v cilj ali nisi prišel. Jaz
za sebe ne vem, katere številke časovne sem dosegel na kakšnih miljah ali pa na kilometrih, kaj šele moji prijatelji zame. Ne. To je zame najbolj pomembno. Pri teh letih, pri teh sposobnostih, ko točno veš, da te Kilian Jornet prehiti za faktor 2. Ne. No, zdaj pa vendarle, različne so zgodbe. Ja, ljudi, ki se znajdejo v teku, ultra trail teku, če so že pri tem. a ne. Zdaj, ti na prvi pogled deluješ atletsko, asketski, žilo in tako naprej. Tvoje predispozicije za ta šport so se najbrž pokazale že kdaj prej, v mladosti ali kako, ali kje si se? Jaz sem drugače, mislim, nisem začel ves leta 13, ne. Je bilo pa 25 let pavzo v mestu, pa res, ja. Sem začel, mislim, da leta 283. Kavelc in Korenina je bila takrat še. To, Vito Trefalt, ja, in smo mogli mali maraton, Blejsko jezero preplavati, 42 km preteč na Dilcah, en hrib si mogel narediti. Pa kolo, ja, takrat sem šel na Franjo, prvi s poslovnim kolesom, brez energije, brez hrane, brez vsega, ne, tam kladje me je totalno pobral, sem zaspal tam v hrib, ena župca, ne, župca ni bilo več, ne, so že vse prej pojeli pred mano, en čaj sem še dobil, pol je pa šlo, kaj je proti Tacnu, takrat je bil šel Tacnu, štart in cilj, mislim, da. To naslednjič, ja, posel je pa tej prvi triatlon na Bledu, leto 84, Miro Kregar ga je organiziral, to je bil prvi jugoslovanski triatlon, takrat smo šli, preplavati jezero, kako preplavati, kako ga preplava en Dolenc, ne, tako da plava žabco. Vzel sem si špegle, ki so mi po dveh, ja, res je bilo to, so mi po dveh zaveslajih, so mi zalila je voda in sem jih samo dvignil nad sebe in sem plaval z glavo nad vodo, valjda, ne. Vrat me je bolel po tisti uri plavanja iz Zake do parka, smo takrat še plavali po celem jezeru, pol pa na kolo, ja, z dveh sem ga sestavljenega imel in pol čist, ko je bila menjava kolo tek, mi je še kolo razpadlo, ga je še Helena v zadnjem momentu vzela, da sem odšel do tranzicije, pa 2 kroga okoli jezera in to je bilo to, ja, slabe 4 ure 55 je bil čas, po 22 letih, ne, pa se pa nehal. Po se pa nehal, tako uradna zadeva, mogoče malo kolesa, mogoče malo kakšni hribi, bila je familija, bila je bajta, bila je firma in vse skupaj, no, in pol pa kot pravim, mislim, da leta, spet je bil Miro Kregar tisti krivc, ker je let ob 25-letnici, ja. 25-letnici, ja. 25-letnici je organiziral neki ponovitev vsega tega, ne. Jaz sem se prijavil na Cici triatlon, Cici je pa malo, pa 200 metrov plavanja, pa vse to. In sem rekel, čak, moram jaz malo, se pa sem šel v Višnjo goro na bazen, malo zaplavati, itak kako drugače kot žabo, ne znam kravo jaz plavati, tako da bi lahko več kot 100 metrov preplaval. In pa se je pa začel, ja, to je bilo 2009 in od takrat naprej, pol pa 2010, ne vem kaj so že, ali 2011 je bil tisti, ali bo celo 2010 v Negumajo tisto svetovno prvenstvo. Korak za korakom, pa si pa kar sam neke cilje daješ. Hej, to mi je rad, kaj pa zdaj? Hej, greš pogledati, kad internet ni bil toliko še razvit, malo sprašuješ frenda, pa gremo sem, pa smo šli. To je to. Ja, in zdaj si ustvaril čudovito zgodbo v 15 letih, ja. Kako je tvoja draga žena, ki jo omenjaš že pri prvem triatlonu, se pravi, ste skupaj celo življenje, ja, že eno delovno dobo, že 40 let več imata, pol, ja. Ja, prijateljevanje že več, ja. partnerstvo pa skoraj že. Ja, po 40 letih moraš pol obnoviti pač licenco, baje. Ja. Bom povedal, ja, tudi Ja. če skozi ljudi, ja. Zato, da je kaj na misel hodil. Ni bilo nobene žurke za 21. dan, takrat je bila baš neka, a veš, to so bila leta, kaj vem, konec 80 let, ne, vsi smo bili malo tako, ne vem, kam zamaknjeni, ampak ne, to pa ne bomo zdaj na veliki zvon razglašali, ne, to bo skromno v okviru familije. Ma jaz vsakem pravim, daj žur narediti za poroko, ali fantošno deklišno, mi smo imeli skupaj fantošno deklišno, mislim, da kar nekaj, a veš. Tako da, Vi ste bili, mislim, pač, na potki mladini žurajte, kaj klic. mislim, zdaj vsi tisti, ja, ki se še niste poročali, drage dame, dragi gospodje, to, da veste, ne, da če denar šparati, Dolgo boče, da boste žura naredili. fotrem rečete, da naj dajo denar, pa naredite največji žur, ja, sej, ne. Pa pol se mogoče navte,
tako hitro ločili zaradi tega, ker vam bo naroden, predvsem tistem, ki se jih povabi. Tako. Mislim, 40, kako je tvoja draga Helena potem sprejela, da si se sredi 40, poznih 40 spet podal na te športne poti? To je bilo kar fajn izziv je to za njo. Od začetka je bil izziv, seveda, ne, je pač prišla v neko drugo sfero. Potem se je malo naveličala, pol je ugotovila, da tule pa nimam nekih namenov, kakšnih korakov nazaj delati, ne. Sem tudi taka potovanja zbiral, veš. Slučajno je bil trail takrat na kanalcih, ali pa ne vem, kje še. Pa nisem prej povedal, ja. Oti hudiča, kaj smo pa zdaj, ja, pa se prijavi se. No, pa se je tudi ona začela prijavljati, moram reči, ker malo. Skoraj hkrati z mano na neke take manjše, pa da jo pohvalim, je tudi pred parimi leti ni naredila UTMB tistih 100 mil, pa 100 kilometrov, mislim, za žensko rednih let, genialno. Jaz sem bil vesel, takrat sem jaz na progi, sem rekel, če takoj neham. Če takoj neham, vesel sem bil, ko radio takrat. No, bravo, Helena, ampak je njo tudi tako potegnilo kot tebe, v bistvu je tudi na način zasvojena s tem gibanjem? Ne. Moj prijatelj Borut je dve leti nazaj, ko se je Helena pripravljala na neko, mislim, da je bilo 50 kilometrov, takrat sem šel na 100 mil, ona pa na 50 je bila izžrebana. Se rekel, daj malo migaj, ki smo danoš tam umanjkala pol na 50-ki. Pa sem pol Boruta prosil za kakšne, on je njen trener namreč, ima potrpljenje, ima neko karizmo tako, jaz je nimam. Ne more biti mož trener svoje žene, veš, to je zmeraj fajt pol. No in pol si rekel, Borut, Matjaž, če bo tole naredila maja do srede junija, ker pol bo pa julija babi, in čim bo babi, je vsega konc. In da boš vedel, zdaj je 3 leta bo julija, v 2 letih se je totalno ročno potegnila, in je babi, s tem, da zdaj je pa začela, zdaj se pa na isto prijavila na 40 kilometrov, malo miga, malo hodi, ampak koraki so naprej, Saj, a veš, po naših letih moraš kljub vsemu malo to zmanjšati zgodbo. Ne moraš kar neki šponati. Pero, Macuh, svaka ti čast, ti si eden in edini. Mislim, mi vsi počasni, pa malo zmanjšujemo vse skupaj. On ne zmanjšuje. Ja, vsi njega gledamo in se po njem zgledujemo, res je nor, on je na sceni, ne vem, skoraj 50 let že, rekel, pa nič ne kaže, da bo odjenjal. Nekaj me zanima, seveda, ko si začel se spet podal v te vode, pa vem, da si v enem intervjuju že po 5 letih tega ukvarjanja rekel, da si tak ležeren človek, čez uni dež, te kar ne mika, pa da si lahko 3 dni na kavču ležiš, če treba, ampak človek skoraj ne more verjeti, da tisti Matjaž Čampa, ki je odkljukal tokenih 100 pa 100 milk, je sposoben več kot 15 minut sedeti na kavču ali pa celo gledati ven pa reči, v ta dež pa jaz ne grem. Ne, sej mogoče ni to čist tako, je pa dejstvo, da jaz imam ful malo tekaških treningov, pa tako nič. Zadnjih par let, res, jaz se čudim, drugi se čudijo, pa upam, da bo to trajalo, naj traja, nimam nekih teh, a veš, 20, 30, 50 kilometrskih mil. Razvil sem v svoji glavi neko teorijo in prakso, kaj jaz potrebujem, kaj človek potrebuje na 100 miljah, po prioriteti, pa tega jaz mislim, da noben mi ne more vreči, je tako, na vrhu kar sploh ne moreš vplivati, je želodec. Če te želodec zafrkne, nobena glava ne bo pomagala. To skozi to mantro govorim vsakem, ki me želi poslušati. Želodec je ta glava. Tle nimaš kaj vplivati. Če ti je slabo, ti glava ne bo pomagala popolnoma nič. Na drugem mestu so, po mojem, vezi, mišice, pa nekaj podobnega, ali pa že kar glava, po vsej verjetnosti. Tista aerobna kondicija, vztrajnost in ne vem kaj še, to je na zadnjem mestu. Bolj takoj za želodcem je trma, glava, pol pa te mišice, vezi. In če to delaš, skratka, če delaš kakšne intervalne treninge, če imaš neke vaje za moč, pa ne kakšno pretirano, jaz imam tam v sosednji sobi enega veslača, tistega vlečeš, pa malo neke žoge, pa ne vem kaj še, to zvečer mi pa paše, da grem.
Helena malo televizijo gleda, ker je babi, ne. Zdaj je prišla Helena, mimogrede, no, tako da. Pozdravljam Heleno babi. Ups. Jaz grem pa tja, pa eno urco, začel sem se ukvarjati z jogo. Joga ali pa stretching, ali kakorkoli. Joga ni glih prava beseda za tisto, kar jaz recimo počnem. Bolj je neko raztegovanje, sej joga je isto, ampak nimam tistih omov in podobnih zadev, pač to mi nikoli ni bilo blizu. Spet z vsem spoštovanjem do teh ljudi, ki se s tem ukvarjajo. Skratka, nimam nekih grozovito dolgih tekov, ne vem, zdaj v zadnjih 3-4 letih pa sploh ne. Neki tekaški spomin mogoče je, genetika, no zdaj me koleno boli, mimogrede, ne, tudi zato sem malo zabremzal. To je prvič, da me toliko hudo, ne, hudo ali pa da je toliko. Ampak drugače pa ne, nimam nekih treningov. Mislim, zdaj vse skupaj, ok. Kar si zdaj povedal, se sliši zelo zanimivo, zelo vabljivo, pravzaprav, morda za koga, ki, pa mnogo jih je, ne, ki se poskušajo v 30-kah, po 50-kah na trailih, pa ugotovijo, sej v nekih 8 pa 10 urah pa jaz to lahko naredim, a ne, ali grem lahko zdaj na naslednjo dirko pa na 100, morda celo na 100 milko, zakaj pa ne, sej Čampa je rekel, da dokler lahko jem tudi žaganje, če je treba, pa želodec zdrži, potem bom prišel skozi, a ne, ampak izvoli. Dokler se enkrat ne spečeš, pa ugotoviš mogoče, jebem ti, kje sem pa napako naredil, ne? Ampak, lej, sej speče se pa vsak lahko konec koncev, tudi če trenira ne vem koliko, običajno še bolj, ker s temi treningi je lahko stvar zelo čupava, se poškodbe lihen mesec pred tekmo, pa si rečeš, jebem ti, kaj mi je tega bilo treba, ne? Jaz pač param kolena in grem po principu blefa, tistih 30-40 ur bom stisnil zobe. Če bo karkoli, boljš, da sem enkrat najeben, kot pa da ga 3 mesece matam sam sebe. Tvoja filozofija mi vedno bolj všeč. Mislim, da so pravkar dobila cel kup novih pristašov, ki že gledajo na kjero 100 milko se bodo prijavili. Pa vendarle boš rekel, evo, zdaj ti pridem ti jaz, pa rečem, zdaj sposoben sem odlaufati maraton na cest, pa 50 v hribih, kadarkoli, počas, ampak sem sposoben, brez težav, brez tega, da sem mrtev pol en teden. No, če se prijavim zdaj na 100 milko dol v Istro, ne, kaj moram pa početi zdaj 3 mesece, no? Matjaž, povej mi. Ti ali kakšen drug? Pa recimo, da jaz, no, bom na svojem primeru, da ne bo kdo drug pol užaljen, ja, tako. Ne. Kaj moraš, ne vem, po mojem tako kot, mislim, jaz lahko rečem, to, kar jaz delam, je najboljš, no, vsak zmeraj prav tisto, kar on dela, je najboljš. Pet za eno uro lepo hosto potrčkat, zdaj mogoče enkrat, potem pa 2-krat na teden si naredi kakšne take dolge intervalce v hrib, tisti 90% vdiha, da imaš občutek, da če te medved podi, da bi lahko še malo pospešil, ne prehud hrib, ne pa ravnini, ker te lahko mišica izda in ti bo sem počla, malo hribčka mora biti. Delaj vaje za moč, za kor, za noge, pa upaj, da je tvoj želodec iznos fre, da boš lahko pojedel vse, kar boš dobil na okrepah, ker tam pa dobiš, kar dobiš. Ne? Če si vegetarijanc, mi imamo v familiji mojega zeta, ki ima dosti krat težave s tem, pa sej ni nič na okrepah. Ma je, lej, cele pladne salame ti nosijo, pa tega ne moreš. Ne? Mislim, to je res hudič. Ne? Ja. Če moraš samo na nekih kaj pa vem, piškotkih. Gelčkih piškotkih. Cukra se nažreš, gelov jaz itak ne jem. Teh tablic tudi tako rekoč ne, tiste praške si zamešam v bidone in to je to. Župa, zaseka, sendvički, kar dobiš pač na okrepi. Se pravi, hočeš reči, da v bistvu ne rabim prav veliko, da me lahko nafutrajo, po domače rečeno, na okrepčevalnicah čisto dovolj, da sabo ne rabim vlačiti 5000 kalorij v GP-ku in ne vem, tablic in gelov in ne vem česa še vsega. Vse boš našel tam. Celo Istra je fajna, to spet Borut potrdi, jo lahko prehodiš. V limitu jo prehodiš 100 mil, on je to naredil, pa še v Muze, to je 2 ure visel tam na tranziciji in se hecal z nami, ki smo šli malo ga pogledati. Tako da je en dogodek, dobiš polni penzion, 2 polna penziona skoraj dobiš na Istri, ni več pocen, moram reči, kot kar je
so ti pujsi iz UTMB-ja dvignili cene, zdaj je že UTMB-ja 430 evrov prijava. Ja, to je pa že, ja. Me opozorila Helena, da ne smem priklinjati, tako da me prosim opozori. Deva reči, da v tem podcastu dovoljujem tudi priklinjanje, če je utemeljeno. Ja, Kontekst je bilo to. Podkrepitev mojih obnašanj. Ja. Na vsak način, Matjaž, ja, tudi sam sem se, bom rekel, gledoval po teh cenah v zadnji, po koroni, pa po UTMB noriji, pa po ostalih trail norijah, so šle cene v nebo, ampak to kar ne ustavi, bom rekel, tega vala. Kako ti gledaš, no, recimo, ker si bil zraven 10 let nazaj, ko si videl ceno zunaj, jaz se spomnim, ne vem, leta 2010 sem bil prijavljen na CCC, takrat nisem šel tja gor, ampak takrat je bila to, bom rekel, mal večja vaška zadeva, karikiram, no, mal velik dogodek, ampak ne festival v današnjem smislu. Danes greš v Kranjsko goro ali pa v Vipavo, pa tam vidiš tisto, kar nisi videl, recimo 10, 12, 15 let nazaj, recimo na UTMB-ju. Kako ti gledaš na ta bliskovit, ta glomazen in inflatorni razvoj športa, ki se mu reče trail, ultra trail? Finančni vidik je samo en izmed vidikov. Tega pač ne podpiram v takem smislu. Razumem, da so to privatne firme, to je Ironman, to je UTMB, ki pač želijo služiti tudi s franšizami, ki jih dajejo različnim organizatorjem po celem svetu. To so te by UTMB tekme, tudi Kranjska Gora, Istra med njimi so. Ampak to je samo en vidik, ki je rahlo negativen, vse ostalo je pa ekstremno pozitivno. Moram reči, da v 10 letih, odkar hodim v Chamonix, se ni nič pokvarilo, kvečem se je še kaj izboljšalo, in vzdušje, in organizacija, in vse, skratka, ko prideš tja, si na olimpijadi, si med svojim, pa ne samo med svojim plemenom tekaškim, ampak je neko doživetje, a veš, to je tisto kot olimpijada, ne vem, katera je že bila zimska, ko je Majški Bob šel na zimsko olimpijado. Nič, ta zadnji je bil, ne, ampak a še prevrnil se, mislim, da ampak je bil na skoraj isti črti kot olimpijski zmagovalci. Mi, ko gremo, je en Kilian, kdorkoli že, Jim Wemsley, ne vem, kdo so že ti, Diane, recimo, so samo 20 metrov ali pa 30 pred nami. Oni so na štartni črti, mi smo pa tam na štengah, pa 10 km ali pa nekje vmes. To se pravi, vsi smo v tistih 2000 glavi množici, ko Vangelis zašpila komad svoja, ne, ti grejo tudi po 5 poskusih, ti grejo kocine po koncu. Skratka, je dogodek, ni kaj. In z velikim veseljem bom zmeraj hodil, magar samo kot gledalec, kot suporter, karkoli že. Tako da iz tega vidika ne UTMB, ne tej by UTMB teki niso nič izgubili, kvečem so pridobili. To podpiram, močno podpiram, to popularizacijo. Ne nazadnje tudi mladina, ki zdaj prihaja. Veš, čas so bili tej gorski tekači oziroma ultra tekači, so bili neki pasionirani cestarji, ki pač tam jim ni šlo več, so se pa kakšne poškodbe zgodile, da si pa le lahko v hrib s tistimi štapiči hodil, pa si bil del ekipe, zdaj pa prihaja mladina, ki so živi norci. In po brzini, in po tehniki, in po pripravah, in po vsem tem. Pa nič narobe, se pravi, ker še zmeraj si v hosti, še zmeraj skačeš čez korenine, čez kamne, si del narave, čuvamo naravo, skratka pod črto, le tako naprej. To, da ima pa recimo Joško Dakskoblarjev, moj idol, lahko tudi rečem, no, svojo tekmo tam v najlepši grapi, jaz sem tudi čas rekel, v nekem zabačenem Podbrdu, pa je razumel in še zmeraj razume, kaj hočem reči, pa še zmeraj pride tistih 300 ali pa še več ljudi na eno tekmo in se bomo krasno na 17 okrepčevalnicah, kjer špila v durnih harmonika, kjer dobiš zaseko, kjer dobiš župo, kjer dobiš per tudi tam, kjer sploh ni okrepčevalnice, ker je en gospod, kjer postavi sred vasi. To je pa druga zgodba in tudi take mora biti. To so pa te žmohne zadeve. V Sloveniji je kar nekaj tazga. Moji prijatelji vsak nekaj organizira, ne bom zdaj našteval vse, ker lahko kakšnega pozabim, ampak skoraj rajš na take tekme zdaj hodim, ne da jih podpiram, ampak zato, ker tam je pa res tisto, ta so pa čevapi. Čevapi pri Vukotu, ok, dobiš.
Zdaj se bo sigurno en javil. Jaz jih imam tudi, ne, ampak zato sem rekel, ne bom našteval, kdo je. Da si naredil vuko za to reklame, da mu če Ja, vapo zmanjka. Ja, hodite na domače tekme, ki so genialne, to je res. Ne. Pa hodite tudi, mogoče greste samo kot volonterji, vsi iščejo prostovoljce, tam se marsikaj naučiš. Tam ga tudi konec koncev bolj nasrkaš. To To je bo res. res za enega ali pa za dva, ki sta 2-3 ure vmes, ne, in zdaj skačeš sem, pa kje pa. Vsak želi v tistem momentu imeti vse pri sebi, prištiman. Ko si ti na tekmi, pa imaš svojo ekipco, si gospodin, ti moraš samo hoditi pa laufati. Ne. Mislim, se to po svoje, a ne, ultratek je zelo tak egoističen, sebičen šport, a ne, drugi te pedenajo, drugi zate skrbijo, na koncu pa ti pobereš vso slavo po vse Ja, pa še lajke. napizdevaš jih vmes, zakaj tu časa gel? Ja, jaz se spomnim, Valdarando v Španiji, smo bili familiarno, NZ bodoči je laufal, a takrat je že bil, mislim, da on je tekel z mano 100 mil in smo prišla hkrati v cilj. Spomnim se fotke, ja, tiste je bilo zelo emocionalno. Ja, ja. Ja. Drugi ni tekel, je bil pa v suportu in tam po 50 kilometrih, ne vem, zgodne jutro, skoraj noč, ne, veš, vstal je zato, da je prišel mene pogledam, je prinesel tist, ampak prvič je to delal v življenju. In a veš, na okrep je tako, mislim, tudi če si v drugi polovici, ampak ti moraš, ko prideš, moraš imeti vse, caka, vzameš sem vse, greš, obuješ, med hojo že ješ, piješ in šibaš dalje, ker če je 15 okrep, pa če vsaki 3 minute zamudiš, je to skoraj 1 ura, ki jo v luft vržeš, ne da bi se premaknil. No in on je nekaj to v torbi brsko gledal in sem kar znal, sem rekel, to, kje imaš to, zakaj mi ni dal to? Pa ko greš ven, potežal, a veš, si rečeš, pa kaj, Madonna, kaj pomeni tisti 10 minut, objel bi ga, kušnil bi ga, pa šel naprej. Ne, dejansko smo egoisti, veš, vsi morajo zate delati. Ne, ampak, ja, priporočam, kot si rekel, jaz vsakmu priporočam. Baško grapo se omenil, tam smo na en način gor rasli vsi, malo od tistih čez Koblo, pa potem čez Črnoprst v Bačo in tako naprej, nazaj ven, čez Durnik do Harmonke. Leta 2011, recimo, sem bil med volonterji na svetovnem prvenstvu pri Jošku, to je bilo zelo zanimivo, no, ko smo spremljali tudi domačo zmago. Mitja Kosovel je takrat vzel svetovni naslov, zelo emocionalno je bilo za vse nas, ki smo bili tam v pozadini, tako rekoč smo to čakali. Tebe se sicer ne spomnim, ja, ker po enih 6 urah po cilju sem že šel, hecam se, seveda se hecam. Ja, takrat je bil še Petrovo Brdo, pa cilj v... Cilj je bil, da svetovno Podbrdo prvenstvo... je pa cilj. Tako, na Petrovem Brdu je pa štart, res, ja, tako, ja. 6 ne bilo, ja, 5. Hecam se. Bil si odličen, sem šel gledati po rezultate, seveda, da si... No, ampak sem rekel, ti si bil, na 2011 si bil tam in praktično v zadnjih, ne vem, 13-14 letih skoraj da nisi zamudil, pač izvedbe. Bil sem na 7-krat, po mojem, še eno akcijo imajo tej lumpi dol, ki jo sicer ne razglašajo, ki preveč neki ekstrem obstaja, ne, da greš 3-krat. Ja, in sem šel v samooskrbi, ful sem ponosen, bih na svoj rojstni dan sem šel. Prav. Čista samooskrba je bila, sem tam v Hudej Južni, sem si rižev narastek dal, ker sem skoraj bruhal po njemu, pa na Petrovem Brdu sem v avto in sem tako fajn tempiral, veš, da sem štartal Petrovo Brdo in sem prvi krog naredil Petrovo, drugi krog sem naredil Petrovo Podbrdo in sem prišel 10 do 8 dol na dan tekme, še himna je bila in štart in sem šel, zadnji svoj krog sem šel hkrati z tekmovalci. Ja, lepo je bilo, super. A si kaj mislim, dejansko si taktično to dobro naredil, ker so te tekmovalci potem držali, tekmovalci držali po koncu, po krševalnice, da če ne bi bolj trpel, če bi šel solo, najbrž. Po mojem, ja. A veš kaj bi, malo sem računal sicer na okrepe, kar so tudi bile, seveda, ne, ker vem, da jih je 17, koliko jih je že, da sem se tam malo švercal, ampak potreboval sem več hrane, ne. Pač ta krog je narejen, te okrepčevalnice so narejene za tisti krog, 6 do 9 ur, jaz sem pa takrat bil že kar precej načet in sem rabil veliko jesti, pa tega nisem dobil. Tle sem malo špekuliral, da bom pijačo in hrano dobil, da ni treba sabo mi nositi, malo sem se kalkuliral, ampak lej pol, ko si enkrat iz Durnika ta tretjič ven in ko vidiš da ne rečem kakšen porezen, ne, da ne bom spet ne,
Klincan, takrat se reče še zmaga, sem še dolina dol, pak 24 lepo je. Ja, ki vidiš bajto gor, veš, da a ne, ti je prizažnišeno potem tisti dan umret, recimo v tistih kustlih, res. Potem stotko, no, prijeva še stotko, potem kaj pa stotka, ta podaljšek v Vaški grapi, kako bi tisto ocenil? Mislim, da enkrat sem bil samo in to na ta prvi, je ta UTP Pušelc, ne. Pušelc, ja, tako. Lušna, fina, gor, kar v spominu, imam ta zadnji, Ratitovc. Ratitovc, prideš po noč, tam so neke špice, neke skale med, take kamnje, veš, ko se gibajo med travo, čelka, neke sence, se tam škotlaš noter, sploh ne moreš laufati, pa kar naenkrat. Konji tam, a veš, ko si jih kot kaže, pa vsi smo jih malo prebudili, zmotili in si rečeš, to pa je ko Mongolija, veš, to je planjava. Pol pa sem še dol, ampak ni samo še dol, sem še dol je zdaj, pa preko Sorice, ne. Mi smo takrat, ko smo bili prvič, so naredili ti lumpi še to, da si prišel v Petrovo Brdo, pol pa ne dol v Podbrdo, ampak ti se še malo mogo dvigati, ker proti Porezno, pa si še ne dol. In takrat a veš, takrat pa, če nisi pripravljen na to, takrat se pa zbosiš totalno v glavi in si rečeš, pa zakaj? Čist pozabiš, da si se sam odločil za to. Da če bi hotel teči po ravnini, bi pač tekel po ravnini, pa ne bi šel na Petrovo Brdo ali pa na GM. In zdaj imam novo logiko, to sem ti pozabil povedati, ja, to je napotek še za druge, ne da vizualiziraš progo kot tako, ampak ti moraš vizualizirati težave, ki ti nastanejo na poti. Recimo ta Kranjska gora je tipičen primer, ko prideš po 90 km, 85 do Martuljka, takrat se začne a veš, ta kolesarska pot, ki pa se malo gore, dole, levo, desno, ampak v osnovi je kolesarska pot, ki te najeda totalno, ker ne moreš teči, ker si zmatran, ker se rahlo dviguje proti Kranjski gori in sem se odločil že pred tekmo, da ko bom prišel do tega in bo glava začela nekaj popizdevati, zakaj je to meni to treba, ne? Bom rekel, čak, si se že en teden nazaj sam sabo pogovoril, pa si rekel, ko bo do tega prišlo, se boš nasmejal in boš rekel, bodi vesel, da saj lahko hodiš, pa laufaš pri teh letih in boš v cilju dobo in dejansko to narediš. In a veš, koliko pomaga? Pogovoriš se sam s sabo, spomniš se, kaj si obljubil pred enim tednom, pa enim dnevom in potem dejansko, dvakrat se mi to zgodil in dejansko sem se nasmejal, se rekel, kakšen kreten si, a veš, točno si do tega prišel in zdaj si pa to rešil. In je bilo veselje in je šlo brez težav naprej. Kakšna huda avtosugestija, ne morem verjeti. V bistvu naprej se pripraviš, ja, vizualiziraš svoje najglobje, najbolj temne trenutke in takrat se jih potem težave spomniš. moraš poštevati, ja. Noro. Vesel sem, da sem sploh prišel do sem, da lahko hodim, da imam obe nogi in da imam samo še 10 km do cilja. In da me v cilju čaka pirček. To ne smeš pozabiti. Ne, to je treba tudi poudariti. Ja. To ni več samo umevno, ja, posebej zdaj, polka, si skozi starejši, marsikaj pozabiš. Res, 2 tedne nazaj sem imel psihologa Tušaka, recimo kot gosta, pa so govorili o psihološki pripravi, ampak ti si zdaj dal nekaj iz terena, nekaj, kar sigurno deluje in je brezplačno, tako da spoštovani, spoštovane. Ja, najprej to poskusite na kakšni krajši dirki, pa če bo deloval, mirne duše lahko porabite tudi na stotkah, pa na 100 milkah, pa še kje dlje, preden greva na še kje dlje. To koristi, da te, sem še prekinem, to koristi sem tebi, kot pa glavi tvoji, ampak predvsem koristi tudi supportu, ne? Ker si toleranten do njih, nisi preveč kritičen, niso slabe volje zaradi tega, ker dober support mora biti narejen, oziroma šolan za to. On mora točno vedeti, jaz se spomnim pokojnega kolesarja, Robiča? Ja. Robič, ki je tudi govoril, kako je pomembno, da imaš ta prav support na poti, da ko padeš neko besnilo za 2 neprespanih noči pri nas, ne pri njemu pa najbrž 5, da te pravzaprav na nek način nategnejo, da se ti smečkajo, da te vse razumejo in da te usmerijo tam, kamor si ti pred začetkom tekme želel, pa zdaj nisi sposoben tega artikulirati, ker si pač zmeden totalno, ne? Tako da dober support je zelo, zelo pomemben.
recimo Borut, spet ga omenjam, on je idealen supertaš. On se ne bo zlomil, kar se tega tiče. Niti ti ne bo nazval nazaj, kar je najslabša varianta, ker pol je pa fajt, kaj boš ti mene? Je pa support, boš rekel, je pomemben, brez supporta bi bilo najbrž teže, oziroma dajva reči drugače, ne, sam se že dobro poznaš, pa si poskušal s supportom, brez supporta. Kaj je bistvena razlika, recimo, ne, pozitivna tega, da imaš ljudi, ki te nekje čakajo, je to nekaj, kar te veseli, pa boš človeka videl in tako naprej, ali tega, da pač računaš, da ne boš nekoga obremenjeval, pa si sam s sabo, pa se smiliš tudi sam sebi, ko se mogoče drugače ne bi. Ne, sej sama hrana, pijača, pa te zadeve, ki ne bi tudi support mogoče malo poskrbel. To je, vsaj zame je čisto pomembna zgodba. Imaš 2 do 3 ure ali pa 4 ure do okrepčevalnice, pač veš, koliko časa boš hodil, narediš si plan in v tem času si pač preskrbiš ali na okrepi ali pa sabo nosiš dovolj pijače, hrane, da ne boš umrl glih na tistem koncu. Bolj je pomembno to, pa ne tista 6-8 urna zadeva. To, kar traja 30-40 ur, ko ti je že malo odveč vse skupaj, pa si rečeš, aha, zdaj sem tle, še čez 3 ure bom prišel pa na to točko, na to kontrolno točko, tam me pa čakajo, vse bomo samo 2-3 minute skupaj, pa 5 minut, ampak imaš en motiv, vidiš jih, objameš se, pa tudi če se ne objameš, ampak tam so, nisi, kot je bila ena knjigica Pale sam na svetu, a veš, ko si od Boga pozabljen med 2000 tekač, ampak nikjer nobenega, sem gledaš, kam boš palce postavil, v koda ti jih ne bo kdo še po pomoti vzel, ves sladek si od tiste pijače, ko menjavaš bidone, skratka, nimaš neke, jesno moraš več sladkih zadev, vsaj eno veselje, ko vidiš prijatelje, familijo, ko ti pridejo tam in te malo objamejo. Ali pa ti sam rečejo, ajde, zdaj pa šibej dalje, že to je veliko, ne, da te vrisunejo. Da te zmotivirajo, da vidiš domače ljudi, da veš, da mislijo na te, da nekdo navija tam zunaj, ne samo ni doma na kavčih, na aplikaciji, delajo F5 na vsakih 7 ur, pa rečejo, čampa je še živ. Ampak tudi te so, moram reči, imam tudi take prijatelje, ki te spremljajo nadaljavo, ja? In ti sporočijo, ki ti pošljajo kakšen SMS sporočilo. Ja, pa po noč, pa ti Kristi pošle SMS po noč, pa pika, pa ti sporoči, kater si in te pol da v dilemo. Čakaj, se nisem jaz na tekmi zato, da bom dirkal. Itak sem, kaj pa vem, na koncu prve polovice ali pa tam tretjine na vseh teh dolgih tekmah. Na krajših sem še kasneje, še nižje dol. Ampak ti daj enega balinčka, če boš pa tegale, še boš pa, ne vem, 5. v grupi, ne, si že 4. a veš, in pol dobiš motivacijo. Vsak je globoko v sebi rojeni zmagovalec in vsak želi nekaj narediti. Se pravi, s tem se tudi zamotiš, no to sem te hodil vprašati, to so dolge ure, 37, 39, 2 noči, vendar le se moraš vmes tudi mentalno zamotiti, ne, pa razmišljati, kaj pa kamor jo pa te po glavi pol misli, so ti šle na biznis, so ti šle na familijo itak, na to, da dobiš SMS, pa kjer si, pa se s tem pol ure ukvarjaš, kaj še recimo, moče imaš kakšno posebno tehniko tudi tega, kako misli, da na pašo, pa uživa dejansko v tistem trpljenju, ki je trpljenje roko na srce. Ma se misli odidejo na pašo, to je težava, to ni zdaj prednost, ampak misli odidejo na pašo in kad naenkrat pozabiš, kaj počneš, kaj delaš, pozabiš, da v nekem normalnem življenju si velik pristaš tega, da če je ena zastavica na glavni poti, ni treba, da na vsakih 100 metrov še ena, če je glavna pot, ne bo samo tam, kjer je odcep levo, desno. Ne, ko si ti na 100 miljah, prisegam še enkrat in umikam to mojo trapasto idejo o malo zastavicah na progi, čim več ne jih bo, ne cvili, ne brenči, ne se sveti, ker ko si enkrat tok out, ko imaš 2 noči za sabo, ne vidiš več, tudi ne veš, pa ti kaže, da moraš iti desno, pa greš levo, ali pa kaj podobnega. Jaz nimam zdaj zadnjih par tekem, a še kaj več, nimam tega srčnega utripa, nimam ure, imam sem telefon, za katerega upam, pa ena aplikacija nam gor nekaj kaže. Locus. Da mi pokaže, ko ga aktiviram, kje točno sem, pa traso imam gor na tej aplikaciji, to je vse, kar imam. Drugač pa kaj počnemo? Seštevamo. Aha, zdaj sem tle, imam eno tak kartonček, take velikosti,
kjer so vse kontrolne točke, kjer so vsi višinski metri, kjer je moj plan za ure, koliko časa bom porabil od ene do druge, kjer so limiti tudi za vsak slučaj napisani. No, in pa rečem, aha, zdaj sem na številki 5 kontroli, do 6, kjer rabim 5 kilometrov, pa toliko višinco, aha, zdaj bi pa v hrib, ne, pa imam to profil, imam še narisan, zdaj pa v hrib in pa, ko bo hribček, bom še malo dol, pa še malo gor, pa dol, pa že ok, pa čez 3 ure. Ne? In tu skozi razmišljaš, kje si, a si že na vrhu hriba, ali nisi na vrhu hriba, zdaj pa dol, čeprav pri 100 miljah, a veš, ko imaš ti 10 centimetrsko skalo, ja. Vsi ti mikro višini, ki so pa tudi 50 pa 100 metrov, se skrčijo in jih ne vidiš več in se rečeš, zakaj grem jaz zdaj v hrib, če bi morali tudi doline? Ja, seveda, ona mala špička se ti je skrila na tem, tako da skozi imaš nekaj za početi. Pol pa vidiš, ja, pol pa vidiš sve svašta, ne, pol pa vidiš, točno veš, da spet ima moja teorija, pol glave po 30 urah, 40, mislim, da je zame ena meja enih 130-140 km približno. Tako da jaz pravim 100 km, še ni tisti ultra tek, saj po mojih merilih. To se začne tam 130 km. Ko začne, ali pa ko je druga noč, ko začne glava, telo itaka, ne, predvsem pa glava delati malo po svoje. Ko pol glave čisto racionalno razmišlja, druga polovica pa namesto enega debla vidi medveda, ne da se ustrašiš, ne, tam je ena žival, en medved in prva polovica točno ve, da to ni medved, da ko boš do njega prišel, bo eno deblo, druga pa pravi, ok, sej verjamem, da je res tako, ampak jaz vidim medveda in greš tam in pa se s časom, ko se bliža k tebi na 10, na 5 metrov, dejansko tudi medved zgine in ga ni več. Palčki, jaz sem omano sem videl, slikal sem, fotografiral čist pred ciljem, sem fotografiral enega slona, eno želvo, kamnito, imam še na fotoaparatu in pridem po, ne vem, 40 urah, ali koliko že 37 urah v cilj in si rečem pa sem zaspal seveda v džipu, ko smo se peljali do Pratmaja in si rečem, da naslednji dan, ker mi niso verjeli, naslednji dan bomo pa šli pogledati, ker mi ne verjamete, da sem res videl iz kamna neki nerazumljeni, tako sem ga celo imenoval, nerazumljeni, naivni kipar je iz kamna naredil slona, želvo, pa še neko kapelo je bilo, pa še en avto tam prevrnen v rečno strugo, vse to sem slikal. In pol, ko se naslednji dan zjutraj zbudim in iščem te slike, se rečem, Matjaž, sem tih bod nikamor ne greste, ker slon je bil približno podoben slonu, želva je imela nek potlačen nos, skratka, kamnite strukture ti naredijo, Oman pa sploh, ki je taka dejansko pravlična dežela, tam je bilo, vsi pravijo, in Robi Krežev in Duško Ravtev, ki sem bil dol, vsi pravijo, da tam je pa dejansko same neke pravlične like si videl, neke palčke, neke slone, vsega Boga si videl. Ampak zato si rabil pač več kot 30 ur gibanja, seveda, po tisti puščavi. Ja. Tega ne moreš doseči po 24 urah. Ne? Ja. Lahko po 2 urah. Sej to je moja prijateljica rekla, da bi tudi ona rada to doživela, ampak ne bi pa rada 100 mil laufala. Jaz rekel, pa enega spuši, pa je to najbrž. Ne vem. Je zanimivo, vsaka ultra, letošnja mi ni, no. Letošnji TDS, sem samo en avtobus mi je všel sicer v hrib, ne, in smo ga pol iskali, ki je za vragat avtobus, ampak to je trajalo par minut, dokler nisem rojca poklical 5 zjutraj, sem rekel, zdaj te bom pa gnjavil, a kdaj sem ga, se ne vem, kdaj sem ga, sretnoči, zdaj te bom pa gnjavil, dokler sedne pridem in ima, da mi tuliš, poješ, karkoli že, in smo se pogovarjali in pol je ta utrujeno zginila in je bilo vse ok. Drugač pa na vsaki ultra se meni skupi. Pred 2 leti sem gor na zadnjem hribu, na Črnomljem videl kamnite avtomobile z auspuhi, z napisi in je Helena, moja prijateljica, rekla, ko me je spremljala, mi rekla, ampak dej, če bo Matjaž začel razlagati, kaj vidi, ne, ti se kar strinjaj z njim, ne ugovarja, da tega pa ni, ne, ker bo sigurno začel težiti in bo ustavil skoraj tekmo in bo rekel, ne vidiš tega, kako ne moreš videti tega. Ja, in dejansko to je bilo. 10krat se je strinjala, enkrat pa je pa pozabila in jaz sem rekel, kako ne vidiš tam nek piše, lej, en motor je narisan, en ga je ugraviral noter in to je tole, to sem gledal vsem. Eni Marsov se videl, Leon je Marsov se videl, Dušan in Sinov je tudi okrog enega
enega bunkerja hodil, da bi šel noter, pač ni uspel, ker je bila navadna skala tam pa take zadeve. Ja, lepe medicinske sestre pa jih pač to jaz tega še nisem videl, no. Enkrat vidijo. Se pravi, medicinske sestre so tudi, no, to je lepo povedal, sva še kakšnega zmotivirala. Kdor bo videl lepe medicinske sestre, ja, halucinira, sigurno, ker jih ni veliko gor po hribih, posebej ne na 100 milkah. Zdaj ste zvedeli, zakaj iti na 100 milko, zato, ker tako lahko za 450 evrov pa za 37 urah pridete do istega učinka, kot če bi mogoče vzeli kakšno substanco, ki sicer, a ne, je Pa še prosto. 2 polna penziona imaš noter v ceni. Pa futrajo te, ja, prijatelji grejo lahko s tabo, spremljajo te cel vikend, Ja. ni treba razmišljati, kje boš imel dopust, Džabe. mislim, Vse je džabe, super je, točno, super je, točno. super je. Dejva, eno še moniju, zdaj praviš 4-krat, no zdaj mi už več povedal o tem. Prvič si šel 2015, je bilo težko, takrat še ni bilo tako težko priti zraven, si mogel imeti neki dirk, imel si tisto Ne, Istro pa čau. takrat sem bil, celo prvič prijavljen, pa sem bil žreban. Ta, In sem naredil, to moram povedati še enkrat v javnosti, eno napako, še zmeraj to velja, ampak zdaj je pa že ekonomika ti skoraj pokaže, da se bo splača to narediti. Skintaš 2,5 ure, si neki charity, dobrodelno, nakažeš to nekem, moraš imeti vse te tehnične pogoje, kamne, en kamen, pa neke tekme pred tema, ne? Ampak si direktno noter. Ker če računaš, da je zdaj potrebno ene 4-5 tekem z vsemi tebi kamni, pa še nisi ziher, jih toliko naklepaš denarja denarja, potem. s temi štartninami, prenočišči, prevozi in tako da, in svojega časa konec koncev. No, takrat je bil, ne vem, 200 evrov, koliko je bil takrat, 220 je bil ta UTMB, če smo že pri financah. In takrat sem nepremišljeno rekel, ko so rekli, kako je te prijatelj, da si prvič pa izžreban, se je rekel, saj sem plačal 2 jurja. Takrat je bil še 2 jurja. Večina, upam, da ni verjela, ne. Eni so in pa sem kar nekaj časa porabil, da sem to prepričal, da ne. Takrat je bilo tako, da drugič si bil 2-krat več čas, tretjič si bil pa že avtomatsko noter. Dokler niso spremenili, ne vem, kjerga leta 2019 tam nekje, ko so se začeli te nove spremembe v organiziranosti, zdaj pa ni več tega, zdaj so pa samo še tekaški kamni, ki jih dobivaš na teh by UTMB tekmah. Na daljšo razdaljo greš, na teh tekmah več kamnov dobiš. In več kamnov imaš, to je kumulativa in po njih parih letih ni vrag, da ne bi odprišel. Več kamnov imaš, več imaš srečk, ko prej dobiš tudi ta srečo na žrebu. A zato hodiš ti na vse te UTMB dogodke po celem svetu, da kamne zbiraš za nove UTMB podvige ali kaj? Ja, jaz sem rekel, še enkrat bi šel rad, no, da bi bil 5., to je neka lepa številka in tle dejansko neham. Sem se pa tudi že na Western States prijavil, pa že 128 kamnov. In si prav besen pol, ko en pride z enim kamenčkom, pač ne vem, kaj imajo tam neke žetone, kaj mislim, neke jokerje, in vidiš, da je izžreban. Tam jih izžrebajo 250, 300, ne vem, koliko jih gre noter. Mislim, da je 400, pa jih 366 lahko gre, neka taka smešna številka je. Tako, 307, ali pa nekaj tazga, ja, ker to izhaja, najbrž veš, ne. To je bila tekma, preden so nacionalni park formirali in so rekli, zdaj pa ne smete več, pa so rekli, sej, če smo pa prej lahko, pa nismo nobenega sranja, naredili bomo pa tudi zdaj, okej, zadnja tekma, ki je bila pred uveljavitvijo parka, ne velja in od takrat naprej je pač ta blesava številka, prijavljenih je 9000, in da ima šansa. Jaz bom pri 70 letih not prišel. Ampak enkrat bo že dolgo ni bilo Slovenca na tej dirki, že dolgo ne. Je bil, Duško je bil, Bencinov. A je bil kdaj, kjerga leta? Sem ga zgrešil. Let nazaj, mislim. Duško, če tole poslušaš. Avi je bil, mislim, da celo prvi. Avi je bil prvi, tako, ampak to je že, tega je tudi že je že nazaj, 15 let skoraj, ne vem, res celo večnost, potem pa dolgo časa nič, no, Mencina zabeležim, seveda, da bi bo kaj več povedal o tej izkušnji, ali pa ti potem pri 70-ih, evo, vse to bo, a ne. Še 2 olimpijade. Se to bo hmal, ne? Ja, 2 olimpijade pa bo, ne. Si hotel, se to bo hmal, ne? To je tako hitro, gre vse skupaj, lej, a ne. Če bi govorila 10 let nazaj, ne bi imel toliko izkušenj, da si bil 4-krat praviš na UTMB-ju. Povej mi, kje sem zgrešil še 4., 15 si bil, pa bil si 19, pa bil si 22. 18.
Aha, 18 si bil tudi, ja, 18 si bil tudi. Zdaj, gledal sem tvoje čase, tam pa 39 ur, pa 37 ur, pa še enkrat 37 ur, pa tako naprej. Na Uh, 43 je zadnja. zadnjo si bil 43 ur. Katera ti je najbolj stala v misli, oziroma, ne, ko greš še enkrat in še enkrat, še enkrat na ta UTMB, ker ti je res všeč in tako naprej. Najprej mi povej, ko greš, ne vem, tja naslednjič, kaj se spomniš od prejšnjič, oziroma kaj vse pozabiš, pa te potem znova in znova preseneti. Evo. V bistvu, ne zdaj po 4, pa enkrat letos, lani, no, smo šli še na TMB, to je pa neki Tour Mont Blanc, to je pač tista avtohtona pešpot, ki je bila, ne, ker na podlagi te poti je pač tekma nastala. Smo šli slabo polovico prehoditi v 3 dneh. V obratni smeri pravzaprav, no. Delno se spomniš, delno se ne spomniš. Pa ni bila niti obratna smer, samo tam, ko si po noč laziš gor, nič ne vidiš, zdaj smo šli pa po dnevu, pa se rečeš, wow, a to je to, ne. Tako da, če greš ob istem času, po isti trasi, itak se ga spomniš, če pa zamenjaš noč za dan ali pa obratno, se pa nič ne spomniš, pa nič več ne veš. Spomnim se gor nad Šampelakom one štale, ker sem, mislim, da do zdaj prvič in edinkrat 10 minut prespal, gor na vrhu, toliko se mi je fajn zdel, toliko sem bil zmahan, gor v hrib, sem prav iskal en šotor sem tam videl, da bom kar potrkal, če grem lahko še noč spat v hrib, ne, toliko sem, ali bom pa na enem balvanu prespal, pa je bil mokro, nekaj je padal, in potem pridem na vrhu do ene kontrolne točke, tam dejansko je štala, ker smo šli letos poleti in je bilo tistega dreka pred in noter, ker tam so krave. Pol pa, ko je pa tekma, pa to spucajo, ko spucajo in v tej štali še so vsebi temi koriti za fekalije, vse tist noter, je ena krasna krepčevalnica, ker me je kofe župo in vse tist, in sem lepo prosil, če lahko nekje prespim, pa so mi tam zadaj odmerili prostor in sem si naštimal uro na telefonu 11 minut, 12 minut, v tem času sem že pohal ene 2 minutke, ker nekaj sem počas delal, zaspal in sem se po 1 minuto preden je ura začela zvoniti, sem se zbudil in sem bil bister koris in sem občutek, da sem hiter in spočit, no, ampak na koncu sem bil še 4 ure počasnejši kot kadarkoli do zdaj. Zelo relativno. Mislim, dobro se počutiš, ampak učinke pa nikakav. Tako. Kaj se spomnim? Zdaj bi se po mojem kar vsega spomnil. Točno vem, kje je kaj. No. Se te ne more preseneti, jaz se spomnim, smo laufali po teh hribih malo daljše zadeve, vsako leto zapored, pa vsako leto si misliš, ok, z unim ovinkom je pa spust, pa priješ tja, pa rečeš, čak malo. A ja, ni še spusta. Ne? In si besen sam na sebe, da si pozabil mogoče traumatične izkušnje iz prejšnjega leta in tako naprej. Sej mogoče po prvi, pa tudi po drugi lahko, ampak veš, ko greš pa 3krat ali pa 4krat, pol pa dejansko se ti nekemu rep od zadaj, se ti že kar švasa vse skupaj noter in imaš pred sabo vse jasno. Ni težav, kar se tega tiče. Se pravi, mogoče telo je fajn, če bi kakšno presenečenje doživel, ampak, a veš, če si pa česa ne želimo na tekmah, so pa to presenečenja. Rajš greš z ekipo hoditi, pa ne bo presenečen neskončno na tekmi, si pa glih ne želiš, ker ponovadi so presenečenja zelo negativna. Ali padeš na nos, pa si kaj narediš, ali kaj pozabiš, ali si malo na meji že limita, ali pa celo to, kar si pa res ne želimo, da čakaš 1 leto na neko tekmo, da plačaš, pa ugotovijo, da so vremenske razmere take, da bodo olajšali ti posel, namesto 100 milj bodo dali 100 kilometrov. Ne, jaz nisem pa šel zaradi tega, če bi hotel na 100, bi pač šel na 100. To so te blesave težave v glavi, ko si rečeš, ne, pa če sem se odločil, da se bom matral, pa ima, da se matram popolnosti, ne pa sem v polovici. Tako kot vsi pravi ultraši, si tudi ti okusil pač bolj odstopa, je tako, ne veliko krat, ampak vendarle si se tudi tega dotaknil, je tako. Da sem jaz sam odstopil, ne. Odstopila sva zaradi vremenskih razmer s Heleno. Corsa de Labora je tam en DNF napisan v tvoji statistiki. Ja, to je pa druga zgodba. To je pa zgodba, meni tudi Vera prepoveduje v zimskem času laufati, recimo, ne. Ampak to je bila pa izjemna situacija. Moj prijatelj je imel okroglo, če se ne motim, Vuko, ne, in je organiziral v okviru tega festivala
namestnih točk. Nine, lepo sva povedala s prijateljem, še z enim, da vsekakor z veseljem greva, ampak da bova najkasneje na 60 km pa nehala. Ne? Jaz sem še hotel prej. Pač simbolno začneš, se imaš tam fajn, potem pa nekje zaključiš. In tam, ker sva se odločila, tam sva zaključila sva šla na spanje, na en pirček, pa na spanje še na večerjo prej, počakala ekipo v Puerto Vecchio, kaj že je v Italiji, na cilju, tisti, ki so prišli, tako da sva bila tudi na cilju z njimi, ampak ne, mislim, da je bilo to dovolj, tudi nisem niti razmišljal, da bi šel do cilja, niti nobene potrebe nisem imel, vse nisem hotel po tisti mazli zimi matrati tam. Pa še niti to predno ni bilo konc konca. Super. Mislim, človek še odstopi s stilom, ste to videli, ne? Sem mislil, da bo kakšno žvahtno zgodbico. Často je zato, da boš odstopil, ne? V tem smislu bi to največ celo. Ti špricala kri, samo čevapi pa pivo so bili. Bravo, bravo. No, in želim, da ta statistika pri tebi ostane še naprej tako neomadeževana, sigurno, ampak res imaš pa impresivne zadeve zapisane, Oman si omenil, pa Val de Aran v Španiji, pa Aigar Ultra, pa Kapadokijo, pa Bog pomagi, no, ti si res iskal, ali so te našle vse te dirke, kako to, Matjaž, kje, kaj te je, raziskovalni duh ti je vlekel ali kaj drugega? Ja, diagonala me je našla, no, na reunionu, diagonala nocov me je našla. Kako? Tako da je Toni, spet Tonija, ne, Vencel, enkrat nekaj govori o neki diagonali, da bi šel, pa nekaj se je prijavilo na neko žrebanje, neke nagrade, pa ne vem kaj še vse. Se je kaj pa je to rekel, to je pa dobesedno diagonala nocov, ne. Zdaj, a se res za to imenuje ali ne, jaz mislim, da ne. Je pa hakelc v tem, da je to 100 mil pa 10-tažen Tvešincev, kar je tudi druge lahko, ampak tle moraš to brez palc narediti. Brez palc pa pomeni, pa same neke štenge so, neke skale, neki balvančki, ni konca, neke vulkanske zadeve, vroče je ko sam Satan, je pa sicer dolg limit, okej, ne, ampak to je taka specifika, ki je kot neko romanje, skoraj že lahko rečemo, ne? Ker domačinov je od 2500 domačinov, reunion, ki je točno kot Slovenija, pa še imaš, ne vem, koliko še je 1000 domačinov gre vsako leto na to romanje, dolg limit je, mislim, da je 65-66 ur, je ta limit, in grejo tako, ko grejo eni Camino, grejo oni na romanje. Pa so pa še nekaj Francozov, pa enih 300 jih povzamejo, zunanjih. Ne Francozov, ne. Ne Francozov in je taka zaguljena. Mislim, kar se tiče utrujenosti ali pa kolapsiranja, najhujša tekma zame, tehnično najbolj zatežena je bila Oman, definitivno. Kako iščem? Pa glih z tega naslova. A je še kaj tazga, kar sem sposoben narediti, pa da se da not priti, ne. Zdaj z leti zmanjšujemo te ambicije, pa ne smeš ponavljati dobre zgodbe, ne smeš ponavljati uspešnih poskusov, tudi pravijo, ne, tako da jaz rajš ne grem, če sem enkrat prišel v cilj, rajš ne grem nikoli več. Razen na UTMB, si rekel tam pa. UTMB je druga zgodba. Naj mu bo stalo pa praviš, da, no, to je tudi dobro pravilno. Pa GM. No, tam boš pa tudi, zadnji stoječi še, po mojem, bo zadnja izvedba, bo Čampa še prišel delati svojih 5 krogov ali karkoli že, pa v zadnjem krogu pa na dirko. Daj mi, mislim, kakšno dobro prigodo imaš še mogoče, iz teh eksotičnih, bom rekel, narekovajih lokacij v Omanu si mi že povedal, da si pač vizualiziral neobstoječe živali, zdaj na reunionu si se skuhal, ja, tako. A je bilo še kakšna Slovenca, kar dol, ko si bil ti? Na reunionu? Ja. V tistem momentu, tudi veteran slovenskega teka, pa sem glih ime pozabil, no. Kdo je bil? Bil je takrat, se nismo videla, nažalost, ker po tistem je pa hmal v nesreči umrl, tako da ga ni več med nami. Drugač pa nobenega drugega ni bilo. Bil pa je na diagonali Jovanovič, moj prijatelj, mladenič, ne. Sva se malo pogovarjala, preden je šel na tekmo, on je razturil še pa še.
To je bilo pa ne 2 leti nazaj približno. Ja, sva govorila tudi o tem. Ja, ja, Ja. on tudi išče take eksotične, pa japonske, pa rejune. Ja, ja, ja. Koliko časa si rabo, da si prišel dol na ta eksotični otok, recimo? Evo, prek kje si šel? A veš, še neka norma obstaja. Tekma ali pot v eno smer na tekmo lahko traja maksimalno 1/3 trajanja tekme. To je tvoj pogoj. To je pogoj. Se Mhm. pravi, če greš na reunijo, pa se voziš 10 ur z avionom v eno smer, mora tekma trajati najmanj 30 ur, drugače džabe. Skratka, ne smeš iti na 50 km, ker nisi nič naredil, sam investiraš v transport, nič drugega, ne. Zato sem šel na 100 milj. Da bi ekonomično. Ja. Ja, a ne? Ja, Ja, to je pa ekonomija ja. starega lisjaka iz Ivančne Gorice. Tako da pišite, to so same zlate misli za črno knjigico. No, ja, se pravi 10 ur, kaj praviš? A? Križen, ja, mislim, da je bil 11 ur, koliko je bil let iz Pariza do San Denisa. Ampak tam je res, to bi pa res mogel vsak doživeti. Malo te uniformirajo, ker moraš biti na štartu in na cilju moraš biti v njihovi klubski majici ali pa organizacijski majici, tekmovalni majici. Med tekmo seveda lahko daš to dol. In pol na koncu, jaz sem bil, ne vem, koliko časa sem hodil, 45 ur, mislim, da tretja noč se je začela. Na koncu sem za 500 metrov od zadnje kontrole pa do stadiona sem porabil pol ure, ker sem se usedel, nisem vedel, kje sem. Vprašal sem, a je tam stadion? Ja, aha, hvala. In pol me je gotovilo, da še zmeraj nimam pojma, ker rekla sem čez avtocesto po mostičku, pa dol, pa si na stadionu, me je počakala, da me je odpeljala do tistega mostička, a zdaj boste pa že znali, jaz sem pa znal, še prej sem pa seveda mogel, ker sem vedel, da je to pa lahko diskvalifikacija, ne? Zdaj, jaz upam, da tega ne naredijo, in sem mogel nekje na dno ruzaka zelo počas poiskati še eno svojo belo-rumeno majico, ki jo imaš na diagonali in si jo mogel obleči čez, rekel, čak, še kaj manjka, aha, slovenska zastavica manjka še, ne? Vse to, glava laufa, takrat, ko si prisiljen, pol kot kaže oni del glave, ki je še pred pol ure videl neke palčke, pa neke angelčke, pa ne vem kaj še vse, ta gre spat in racionalni del glave dela 100 na uro. No in pa sem prišel v stadion, nisem imela nobenega kontakta s Heleno že 5, 6, 7 ur, še več, cel dan, ni vedela, kje sem, kaj sem, sploh ni vedela, kdaj bom prišel, ali bom sploh prišel, ne. In ne me zagleda, pretečeva skupaj do cilja, dobim medaljo in pol, tako da nisem bruhnil tistega fotoreporterja, pa sem šel samo še tja do prvega Dixija, ki je pa bil za čuda ekstremno čist. Ne grem na kolena, ne, sem šel na kolena, bruhnil, stopim ven in rečem Heleni, zdaj greva pa na pier. In sva šla na dva malo perčka, pol pa v hotel pa spat. To je ena izmed takih lepih trenutkov, no, ki jih ne bom nikoli pozabil. Najprej bruhnil na kolenih, potem pa si obrisal tiste ostanke, ja, prežvečene hrane in šel na pivo. Mislim, kako prav vizualiziral sem zdaj to. Ja. To bom videl, pač po mojem, ko bom šel na svojo prvo 100 milko, bom videl, kako ti bruhaš, pa potem čakaš na pivo. Bravo, Matjaž, nisem res luštne zgodbe. Si kdaj videl kaj, rekel, kaj takega pri sotekmovalcih, da te vrgali iz tira, recimo let se tam tudi poškodujejo, pa obnemorejo, pa padajo v kroka, ne? In takrat se zaveš, v bistvu, da nisi morda tudi ti jeklen in večen, ne? Da se tudi tebi kaj takega lahko zgodiš, ker ne vem, tudi na UTMB-ju so ljudje umirali, no? Tudi kje druge jih morajo hospitalizirati tako drugače, pa vleči ven s helikopterji. Se ti zgodilo kdaj kaj takega, da si se počutil izjemno majhnega, izjemno ranljivega in morda se vprašal, zakaj hudiča se pa igraš, na koncu to z življenjem lahko. Ja, mi smo še letos, no, na TDS-ju so spremenili sicer timing, tako da smo šli čez tisti najtežji varovani del, z neko ketno smo šli po dnev. Par let nazaj, moji prijatelji so bili na tej tekmi, ki so jo prekinili, ko je ta tekmovalec pač nesrečno padel in umrl. Ja, se zgodi, mi smo v Omanu videli Boga in dva, ne, tam so imeli označbe, take zelene, fluorescentne pikice na skali, tam pomeni pejt tukaj, a ne, rdeča pa Bog ne dej iti tukaj.
so bila mesta, kjer je bilo samo 1 meter med njimi razlike. In ko si ti grogi, ko ne veš, ko vidiš samo eno označbo, pa tam naprej slutiš eno drugo, vmes je pa neka luknja, na vrhu neke tiste mizaste gore smo bili, ko lahko samo dol padeš. Že če si fit, kaj šele, če imaš 1 ali pa 2 noči za sabo, takrat si rečeš, ima sreča, mila, da se nikomu nič ne zgodi. So padali tudi v tem Mafate Cirklu, to se pravi v tem kraterju, na Reunionu je ena pred mano padla, se je kolen poškodovala. Tam nimaš kaj, tam te mora nekdo poiskati, tam lahko sam helikopter pa osoba eno odpride, noben drug, ne, pa tekači. To so kar nevarnosti, no, da se ti kaj zgodi, ne da sam tekmo ne zaključiš, pa je tekem je kolikor češ, ne. Tudi so življenjske, tudi najbrž veš, kako je bilo na Kitajskem, ko je takrat 20 jih v neuri umrlo. Ampak mi ne gremo za to, da bomo imeli to v glavi, se pa prvič, ko se spotakneš kakšno korenino, jaz sem zdaj na TDS blesel padel, v zadovoljen hribček dol, oziroma spust dol, tak lahek po gozdni poti, tam me čakajo, malo gre možgani na parfo, buf, sem brstil korenino, me sem naprej odneslo. In ok, koleno, tista kri, ki se takoj posuši, to je še malenko, samo po tistem si pa rečeš vsako dolinco, bodi previden, bodi previden, bodi. To je mantra, ki jo skozi imamo v glavi, samo pazi, da se ne bo kaj zgodilo, glava bo zdržala, mišice bojo, samo da si ne boš kaj blesovga naredil. Da si ne boš... Ja, skozi je. Ampak ni pa to alpinizem, ni to zmajarstvo, ni to ne vem, karkoli še je, potapljanje konc konca. Bolj so te poškodbe, ki so v večini tekem lahko ozdravljive ali pa evakuirane konc konca. Škoda bi bilo, ja, da bi se poškodoval, pa bi mogel nehati tam nekaj vmes. Zdaj, ko govoriva, evo, da mi je prišlo na misel, pa so omenila sva Rojca, seveda, pa Vukota, ja pa Kristjan, tako naprej. To so vsi fantje, ki so šli, pa še teh onkraj 100 mil, ne? Zdaj na 200 milke pravzaprav in še dlje, ne? Tebe kdaj zamikal, ne to, da si jih najbrž zelo dobro poznaš, si jih spremljal, pa da si avanturist, da znaš, rekel, sam sebe usmeriti skozi eno, drugo, morda tudi tretjo noč, da bi pa šel na 360 nekam. Če bi rekel, da mi vera prepoveduje, bi bil že malo preveč stereotipen. Tako kot je recimo 40 km ali pa 100 je razlika, še večja je med 100 km pa 100 milja, ravno iz vidika utrujenosti spanca pa vsega tega. Tako je razlika med relativno še tekom na 100 mil in dostikrat večinsko hojo na 200 mil. Ker če mi recimo gremo, bom zaokrožil na 40 ur, 100 mil bi lahko rekel 80 ur, ok, 100 ur je pa 200 mil, ne, 125 je limit. To se pravi, vse ta, kar je normalno, kar je logično, te škarje časovne se odpirajo. To se pravi, moraš biti tip za romanje, za hoditi, za potrpežljivost, za vremenske razmere, za težek, malo težji ruzak nositi, za vse posledice, ki te žrejo pravzaprav iz dneva v dan, iz noči v noč. Eno noč držiš za šalo, ker je pač adrenalin. 2 noči na trmo, 3 je pa že lala, pa ne veš, da bi šel spat, a drugo, ali prvo že ne grejo, ali tretjo, ali bi kar čakal, pa boš dol padel. Skratka, vsi tej kapo dol Andiju za to, da je sploh lahko šel na 200 mil, je imel še kvalifikacijski 200 mil, da je sploh do cilja, do štarta prišel, ali kako neki tazga. Bravo. Za ogrevanje je naredil 200 mil, za res 200 mil. Iz Vipave je šel, iz Vajdušne je šel do Švice skoraj hoditi, pa še 2 kroga tam okoli naredil. Me ne zanima, mene mika, pa tudi mogoče sem letih, ko nikoli nisem rabil nekega samopotrjevanja, niti ne provokacija. Smo se tako v hecu po parih perih lani po TDS-ju pogovarjali, da bomo šli v okviru UTMB-ja na PTL, to je pa tudi 200 mil približno, je pa ekipna zadeva, najmanj 2 morata biti. To je še druga specifika, da si ti timski človek, da si potrpežljiv, da
se ti časi, ki jih ti porabiš za utrujenost, WC, spanje, seštevajo, pa množijo z onim tvojim pajdašem, ki pa mogoče lih takrat ni zaspan. Ne? In ko se to vse sešteje, ti moraš njega čakati, on mora tebe čakati. Je to res ena huda koordinacija vseh teh premikanj in jaz se ne čutim sposobnega. Oziroma, rajš čas, ki je druge uporabim, mogoče, kjer bom bolj užival. Najbrž bi mi pasal, seveda, neka nečimrnost moška vsekakor je, da lahko rečem, prijatelji, jaz sem tudi to džant naredil, ne? Ali pa neke še hujše zadeve, sam, ko dam na vago, pa ne vidim smisla. Tako da ta stvar bo šla pač mimo mene skozi življenje. Najrekel še kilih pa mimo tebe, ja, če smo že pri tema. Pa glede na to, da so pred tem snemanjem govorila tudi o socialnih omrežjih, pa o tem, da si se, rekel, malo začel distancirati od tega, ja, ker danes imamo realen svet, pa imamo sporedni, digitalni svet, v katerem nekateri, rekel, še bolj resno vlagajo svoje napore, da so vidni, prepoznavni in uspešni kot v realnem svetu skoraj da. Kako ti gledaš na to, da danes že kakšno stvar diktira skoraj da Strava, kaj šele lajki in tako naprej, oziroma da se mogoče kakšna stvar potem zamegli, oziroma druga stvar, da je digitalno morda celo preveč lepo, ali pa preveč grozno na drugi strani, kot je pa res tam, in da potem nekdo, ki vse to gleda od zunaj, dobi napačno predstavo, kaj bi moral početi ali pa kaj je fajn. No, se Strava najbrž ni nič napačna, če nekoga motivira, da vidi, kaj je njegov friend Jože naredil, ne? Pa gre še on, mogoče malo nezasvojenost, bolj obremenitev, da po enem treningu sicer samo s pritiskom na tipko na uri to preneseš tja. Drugo je, jebem ti, vej. Pa prav, da nič ne laufa, pa je prelaufal 1000 kilometrov, ne, pa ga vsak vidi pol. Jaz tega nikoli nisem počel, zdaj se, kot sem že rekel, zadnjih par let niti ure nimam. Moja ta zadnja, prva je bila on Forerunner, rdeči 305, kot en televizor, pol je pa sem še en Sunto bil, Simple, enka, Ambit, kaj je že bila dvojka, ki ga zdaj nimam več. Tako da to zadevno nisem v nekih komunikacijskih konektih z svojimi prijatelji, tudi ne nazadnje, malo sem šel niti ne ven iz Facebooka, imam ga še, nimam ga na telefonu, da nisem skozi na njemu, da tako kot sem rekel, da moram imeti res do računalnika, da ga odprem, da počakam, da zalaufa, da se logiram in šele potem sem na Facebooku. Skratka, potrebujem en čas, ki ga pa nisem pripravljen zmerom riskirati in zato sem reč malo izven njega. Je fino, da zveš informacije, kje se bo kdaj kaj delal, pa kaj je kdo naredil. Nisem glih pristaš tega, da vsak korak, ki ga kdo naredi, opisuje z nekimi, recimo, visoko letečimi zadevami, kaj vse je videl. Sem ti tudi že povedal, da jaz med tekmo, ne vidim, ne vem, kakšne grozne zadeve, razen če, ko smo šla s Heleno na kakšno tekmo, ko sem lahko bolj počašil, takrat sem užival v razgledih, ko si pa v svojem tekmu, si pa v svojem džiru in ne vidiš nič kaj preveč, no. Pa tudi potem ne moreš tega dovolj artikulirati in opisati svojim kolegom z nekimi 100 slikami, kdo pa gleda 100 slik še danes, 1, 2, mogoče take markantne, čim manj, da si ti na slikah te rajš vidijo. Evo, to je to, to je to, kar se tiče te moje udeležbe v tem. Vsekakor pa zelo rad kaj preberem, na kakšna predavanja, gre meni je žal, ko nisem zdaj, ko je bil v Kristi, ki je bil svoj Tour de Giant, oziroma Tour X, zdaj v Črni na Koroškem, v mojem omiljenem kraju, da rečem temu tako, da nisem mogel iti. Upam, da bo Kristi imel še kakšno to predavanje in da se bomo lahko udeležili. To pa zelo rad gremo. Pa ne nazadnje tudi eno tako knjigico, fotoknjigo z precej teksta, sem v navalu čustev napisal po prvem UTMB-ju. Sem kar ponosen na njo, še po 10 letih tiskal sem napisal, še zmeraj vidim, da drži, vključno z mnenjem glede prehrane, treninga in ne vem kaj še vse. Tako da vsake časa, pa vsake 2-3 leta jo pa le rado voljo odprem, pa še sam preberem, pa si rečem, wow, fajn je bilo.
Ja, letos bo to dopolnjena jubilejna izdaja ob 10-letnici prvega naskoka na UTMB, Matjaž Čampa. Ja, tako da bo omejena naklada, tako da se boste zagrebali. Bo Odločila, sprejemala. 99 evrov bo, ker zbira denar za svoj naslednji UTMB. Tako da veste, evo, Kristi ti pa pripravi svoje predavanje še za KMG, pa naredi turnejo po Sloveniji. V Ivančni Gorici ima že, evo, vsaj 2 poslušalca očitno. Matjaž, zelo na hitro, še morda. Kaj bi rekel, najpomembnejši kos opreme za 100 milko je dobri copati, nepremučljivi, dobre gate, da te po vitalnih delih preveč ne udrgne, kakšna, bom rekel, majica, da so nipelni celi, ali pa palce, da se obdržiš na nogah, kaj bi rekel. Ne, definitivno šuhe, ne, to se pravi tekaški čevlji. Jaz pač prisegam, nisem noben ambasador nobenega, zato lahko komot rečem na hoko. Svinjsko dragi so. Za tisto leto, ki jih imaš, je zelo malo laufam, ne, tako da leto pa pol, recimo. Imajo pa to srečo, pa imamo srečo, da se in podplat znuca in zgoren del raztrga istočasno. Najhujše bilo tisto, ko imaš podplat zmahan, zgoraj imaš pa še usnje, čisto. Ne boh ne dej gore teks ali pa vodoodporna, ne. Ker zmeraj je bolj, da ti voda, itak ti gre voda noter, ne. Da gre še ven. Problem je, da ne gre ven. To jaz nimam, jaz imam ene kratke hlače, take rahlo kompresijske so bile, pa so se zdaj že v enih 7 letih toliko sprale, da še te kompresije ne držijo več, ampak čisto rahla je bila. Pa te iber hlače česta kratke, da nisi kaj možje v parkicah. To imam brez gad, itak, ne. Prisegam na Bepanthen, Bepanthen Plus. Spet omenjam mojega prijatelja Vukota, ki mi je na prvem UTMB, na prvi Istri rešil življenje in rit istočasno, ko mi je svetval to in mi je celo dal na tekmi. Bepanthen Plus je zakon. Noge, ker sem prvič začel s nog kremo, še zmeraj uporabljam, malo vraževerjem ali pa tudi ne. Izjemno redko, kakšno žulo dobimo pa skoraj nikoli. Majice vse, katero majico imaš. Nima veze. To, kapce vse, katero imaš. Važen je Bepanthen, praviš, ok. Pa malo širše gate začeti. Bepanthen, pa hokice. To so skrivnosti, evo. Mislim, še več teh skrivnosti seveda v knjigi UTMB, ki jo je napisal Matjaž Čampa, tam boste pa zvedeli čisti se detajle, krvave. Oni dan, sem nekje videl, ti si mi poslal fotko, fotka je bila nekaj zamrznjene mlakuže, no, te je bila pa izrezana luknja in potem naslednji fotki ali pa video je pa Matjaž lezel v to luknjo mrzle vode. Zdaj, to je tudi ena tvojih posebnosti, da se rad namakaš v mrzli vodi, ali je bila stava? Ne, ti si pozabil, da sem jaz bil na svetovnem prvenstvu v gorskem teku, ne? Sicer med zadnjimi, da sem bil na svetovnem prvenstvu v lednem plavanju na Bledu. To si omenil boje, prav? Sicer sem 15 metrov, pa med zadnjimi. Tako da letos sem bil drugič in tretjič. Jasno smo šli najprej samo enkrat tako iz obale, da zagaziš, no, da se malo namočeš, če 10 sekund greš ven. Pole pa Jernej, moj zet, njegovo vodilo je Mucki, važna je zgodba, a ne? Od pokojnega Belaka Šraufa, je rekel, ne, če že greva, moramo narediti kot eskimi, to se pravi poiskati zaledenelo površino, z motorko zrezati, izžagati ven krog in iti noter. Njih toliko časa je trajalo, veš, 15-20 sekund maksimalno, kot prej, ne, ampak je bila pa zgodba, je pa sred popoldneva, ob zahodu sonca sva šla noter. Dvakrat, trikrat se namočeš, pa greš ven. Nič nimaš od tega. Mislim, ni neke filozofije, nekega zdravja, neke imunske odpornosti, bolj je fora. Če že je, zakaj pa greš gor na Everest, zato ker je, a ne je bilo, ko je gospod Mallory šel gor, ja. Odgovor njegov, ja, zakaj je šel. Se pravi, zato ker je. 1. januarja ne pogreš. Brez filozofije, spoštovane, samo motorko pa 20 cm let nekje najte. Ne sme biti 20. 8 do 10, ker motorka nima tolikšne kline.
Evo, strokovnjak me je podučil, da veste, ne smete to pretenek, da ne boste padali noč, bo torko vred. Ja, pa Ja. ne tega dela doma, če še niste probali se vsaj malo namakati v banji z ledeno vodo, to je kar mrzlo, zna biti vse skupaj. Matjaž, izjemen sogovornik si, moram te vprašati, Jerneja si je večkrat omenil, Jernej Jarc je bil je tudi že gost tule, ko so govorila o Triglav Trail Runu, ki ga on organizira. To je skupaj seveda s tvojo hčero, ja. Sta ta projekt tudi promovirala in uspešno postavila na zemljevid slovenskih trail tekov. Si imel kaj zraven, kot kakšen traser, kot kakšen svetovalec pri tej dirki? Ne, ne, tudi mislim, da je z njima to minula zgodba. Kar se tiče soorganizatorstva pri tem trailu, trail je genijalen. Mislim, to je edini trail, ki poteka po TNP-ju. Podpiram to absolutno, ker mi tekači nismo pujsi, nismo razbijači, naredimo 100-krat manj škode s 100 tekmovalci, kot pa en avtobus frajerjev, ki grejo s Plehmusko na Triglav, recimo, ne? Ali pa z Oslom, pa ne vem kaj še vse, ker to je pač razlog, da ne dovolijo teka po TNP-ju, lahko celo prepovejo palice, tako kot na Reunionu, konec konca. En kup možnosti je, zakaj se ta TNP ne popularizira v nekem omejenem številu, tako kot je Western States pri 370, recimo, ne? Tle pa 150, kakorkoli že. No, fantom je uspelo, organizatorju je uspelo, Matej Mejovšek, jaz pravim vsa priznanja, se pa v tem teku nikoli nisem pojavil drugače, kot pa sem kot njegov dober znanc, kot recimo temu ambasador, pa tudi nimam nekih ambicij, moram reči, no. Rajš grem na tekme, ki jih organizira on ali pa kdorkoli drug. Lažje mi je to narediti po tekmi, a veš, poješ tisti golaž, spiješ perček, greš domov, kaj postane organizatorju, poleg izgube v Tošeljnu, ostane samo še uspravljanje, matranje, ne bodež, blat, slaba volja, karkoli že. Tako da še enkrat vso kapo dol mojstrom, mojim prijateljem, ki organizirajo tekme na slovenskem nivoju. So res Jacki, ne veš kaj reči. Si bil na slovenskih trailih, si jih dal vse skozi na en način, si uspel že vse, imaš še kakšnega na bucket listi? Vse. No, ne, celo sem, ja, naj so celo začela, mislim, da s Heleno enkrat, no. V začetku najne kariere, ta Kluškan, ja. Najtežji mali maraton so ga takrat imenovali se ga. Ja, mislim, da je 10. obletnico letos, lansko leto, ja, doživel, zdaj čakamo, da bo 11. na sporedu, upam, da bo. Ja, lep je, pa res lep, no, sem ga že malo pozabil, ker to je bilo res 10 let nazaj najbolj. Ali pa še več, po mojem celo. Kaj bi rad? Mogoče letos, ko nikamor ne grem ven, mogoče me malo zanima Koroška, K24, kot tekma. Sva šla s prijateljem čez celo, ne? Krog, ja. Pohodiš kot ta krog. To bi mogoče želel, od Vipave sem bil, v Kranjske Gore sem, mislim, če se moramo že čekirati, kje si bil, ne? Kriška sem bil. Ja, če še kakšen kontakt organizatorjem, da me povabijo, no? Z veseljem pridem. Tako letos mislim, da bomo bolj tako na easy šli skozi. Ja, zdaj so vsi prisluhnili, ja, od obale traila do še kakšnega... No, obale trail nisem bil, ja. No, vidiš, evo, da te bo Renato koji povabil, bo rekel, kako hudiča Matjaž Čampa ni bil pri nas, ne. Ja, pa še za konec sezone je. Sicer, ja, mislim, imaš kaj posebnega letos v planu, ja, v tvojem koledarju, je kaj tazga obkroženega, malo večjega, ali dažga? Ne, bil je sicer prijava na UTMB, pa sva spet, da zeta omenim, sva se odločila, da letos ne greva. Čist prijetni razlogi so za to. Bova pač naslednje leto šla, se bova prijavila, ne šla, se bova prijavila, v tem času bo mogoče še kakšen dodatni kamenček dobila. Nimam, mogoče, mislim, da bom šel Kranjske Gore letos. Kranjske Gore, če se bo dalo, če bo zdravje dopuščalo, ker to ta dolgo, da še rečem enkrat, evo, v moji Kranjski Gori, ko smo preživeli kar zadnjih 15 let skoraj, ne, precej, zaradi posla, bi pa še tudi to rad zaključil. 100 sem, zdaj pa še to dolgo.
Gre še kaj viharnik, ta dom, ki ga tudi sam malo delš poznam, ja. Tam smo si nekako, ko smo se zmenili za prodajo in za umik iz firme, smo se zmenili z lastnikom, da imamo še en apartma gor na vrhu, tako da še par let imamo tam. Pa ne glede na to, tudi ne nazadnje vidim del svojega rekreativnega življenja, vsekakor na Gorenjskem, Kranjski Gori, ker ima en maht, en čar, en šarm, kljub vsemu, je dovolj civilizirana, dovolj outdoor, vsega imaš na kupu. Je že preveč turistov morda gor, kaj pa to? Ne. Ne. Jaz sem prav vesel, če recimo gužva, galama, to pomeni, da čez 2 tedna bo že prazno. Ne? Zdaj, če greš v Tamar za novoletne praznike, to je ko plaža v Portorožu, ampak nič hudega, lej. 1. februar, ko nekje nobenega, ko bo malo mogoče, kakšna meglica oblačno, ko bo prvo sonce posijalo čez 2 uri na streho Tamarja, takrat bom najbrž sam tam noter in bom rekel, wow, evo, to je to, zato se splača. Ja. Vse ne moraš ti pričakovati, tako kot kakšni turistični delavci ali pa sobodajalci pričakujejo, nič turistov pa veliko denarja. Ne, eno z drugim pač mora biti. Ne. In turisti in posel in vse skupaj. Tako da nekaj bo. Ena najlepših krajev v Sloveniji, Kranjska Gora, zakaj si se odločil, da boš tam zdaj že več kot 10 let pa pol nazaj postavil dom za starejše? No, vse je slučajno. V bistvu je to interes bil, biti mora najprej interes lokalne skupnosti. To se pravi, lokalna skupnost, župan konkretno mora imeti eno željo ali pa potrebo po domu za starejše. Potem se pa najdeš skupaj. Mi smo na eni strani kot izvajalci dejavnosti, kot investitorji, lokalna skupnost je na drugi strani kot občina, ki želi poskrbeti za svoje starejše, in če se najdemo skupaj, mi smo se krasno najdeli še prej v Rogaški Slatini, lahko rečem, vsaj tako dobro, če ne še boljš, tam je zgodba stara že skoraj 20 let, smo se najdeli z Rogaško Slatino, z županom, še zmeraj imamo prijateljske odnose z njim, in skratka, biti mora vzajemno. En mora biti za to in mi moramo biti za to. Imeti moraš interes, mogoče smo šli bolj turistično gledajoče v neke krasne lokacije, glede na domove za starejše, glede na populacijo, na število populacije, pa v neke čudne, zabačene kraje. Zmeraj pravim, v Kranjski Gori so kekci pa pehte, pa nobenega drugega ni več. Če si ti v mestih, imaš ne nazadnje tudi kritično maso ljudi dovolj veliko, ali pa še preveliko. Tle pač moraš garati, moraš delati, moraš biti kvaliteten, da si ustvariš neki imidž dobrega, kvalitetnega doma, da ljudje pridejo k tebi, ker ni najcenejše. Gremo vsi v to smer, ja. Da mogoče bomo pa v Kranjski Gori pol čez nekaj desetletij gledali gor na Vitranc. Pa se spominjali vseh tistih dirk, ki so bile tam gor. Zdaj praviš, ja, ok, moče nisi več najmlajši, si pa še eno tekmovalen v družini, vem, da tekmuješ malo s hčerjo, malo z zetom in tako naprej. Ja, še ta tekmovalni duh ostaja, ste kakšne stave kdaj vrgli, ja, če te bodo prehiteli? Zdaj ne stavimo več, ker sem zmeraj boljši od zeta, tako da ne stavimo več. Zdaj boš videl, ko bo to ne slišal. Zdaj bo zagrizel, zdaj bo treniral. Ker je 100 mil, je zdaj primat na tastu do penzije, oziroma do, ja. Ne, v hecu, krasna familija je, moram reči, 2 krasni hčeri imava, 2 čudovita zeta, vsak na svoj način. Vsi smo fajni, vsi smo naporni tudi, ne, in kar klapamo, moram reči. Kar se tiče tega orto teka, bolj s to ekipo, hčera in drugega zeta, v nekem drugem smislu, familiarnem, bolj z ta prvima, dušno je. Imamo tekme, imamo v bistvu, tudi zato sva letos prestavila ta UTMB, ker želiva enkrat, on še ni prišel na UTMB v cilj, ne. Bilo je 2 let nazaj ena taka čudovita prilika, da bi in hčera Špela in Jernej in jaz, vsi smo bili na štartu, pa se je malo zaklalo pri dojemanju, koliko časa si lahko na krepčevalnicah, koliko si utrujen
koliko rabiš spanca in tako naprej. In pa so se te škarje začele časovne zapirati in je bilo čedalje hujše in sta pač mogla 50 km pred ciljem odstopiti. Jaz trdim še zmeraj, da sta oba fizično bolj primerna ali pa bolj sposobna od mene. 100 milj, ki je, kot oba veva ali pa kot vsi vemo, ultraši res ena specifika, ker se mora vse poklopiti. Biti moraš internast, kar smo, biti moraš kondicijsko približno, kar smo, biti moraš prehrambeno, kar tudi smo, ampak mogoče tisti spanec, ki te začne čedalje bolj matrati in ne zležeš iz njega ven, pa ne moreš po komandi iti spat, evo, zdaj sem zaspan, zdaj bom pa zaspal. Ma kje? To ti je adrenalin, to si nervozen, jaz zaspim lahko takoj, pač nekdo ne more. Ne? In se matra 10 minut in je izgubil 10 minut in ni več spal in je še bolj tečen, še bolj živčen in še bolj zaspan in pol te špirale gotovo, fertik imaš, ne? Veš? No, Tako vidiš, da imamo, evo, izkušnje. držim pesti, da bodo te tekme familiarne, s katerim koli od članov naše ekipe familiarne čim dlje časa trajale. To pomeni, da sem še živ, da sem še vitalen. Ja, saj, če kakšno sezono 2, 3, 5, sigurno. Ja, zdaj, ja, Zadnjič sem poslušal Ivico Kostelića, pa mi je kar dobre misli, njegove in od fotra. Ena je tudi ta, ko vsi pravijo, glavno, da si mlad v glavi, a ne? Pol je vse rešeno. Rekel, to je bullshit. Biti moraš fizično mlad. Šele takrat se lahko ti zafrkavaš ali pa poigravaš z idejo, da boš tudi mlad v glavi. Če imaš ti samo ideje, pa tega nisi fizično sposoben narediti, te samo frustracije stavčajo. To se pravi, zmeraj polagam, ko si star 40 let, 4-krat na teden vadi, pri 50-ih 5-krat, pri 60-ih 6-krat, pri 70-ih 7-krat, vsak dan, magar malo, magar nežno, ampak vsak dan moraš biti v gibanju skozi. To je tisto, da si mlad fizično. Psihično že boš. Ko enkrat ugotoviš, da sam sebe lahko premikaš, da si mobilen, da si gibčen, bo tudi glava fajn zalaufala. Če pa glava ugotovi, da te ne gre več, pol je pa ni hujšega, kot čista zdrava glava pa ubito telo. Pa telo, ki ne more, ja, meni sana in korpore sano, spoštovane, ja, držite se pravila, ki ga je zdajle Matjaž tako slikovito verbaliziral, artikuliral in vam dal, ja, na pladnju, ta mladi, če tole poslušate, ja, ni več veliko časa, pejte ven. Ja, pejte ven. Zdaj sonce, lej zunaj. Moramo nehati. Zjasnilo se je po najnem pogovoru in čisto zadnje vprašanje, Matjaž Čampa, čudovito je bilo tole, joj, s tabo bi se lahko pogovarjal, verjamem, da se bova užival pil še kaj več, samo povej mi še raztegneš kaj harmonikov oziroma še kaj vlečeš meh. A ne, to je še ena izmed tistih zadev, še harmonika je moja, niti ni ljubezen, ampak prvi inštrument, ko sem ga prijel v roke, v osnovni šoli je pač harmonika, ker je bila moja učiteljica, v 4. razredu je bila tudi učiteljica glasbe, učila harmoniko in to je to. V srednji šoli pač seveda, kot vsi pubertetniki, zagrabiš 2-3 akorde na kitari, ne? In od takrat naprej je bilo še malo več teh akordov, rajš kitaro primem kot pa harmoniko definitivno, še zmerom premalo, v kakšni taki družbi prijateljev, ko se zavedamo naših glasbenih in glasovnih sposobnosti in se ne ukvarjamo s tem, kako kvalitetno in milo zvočno pojemo, pa z velikim veseljem še zašpilamo. No, to je tudi stvar, ja, ki jo imajo redki posamezniki, že priložnost so imeli videti, ja, pa redki jo bojo imeli, ampak tisti znajo pa to toliko bolj ceniti. Dragi Matjaž Čampa, ti želim tamle veliko sonca v Ivančni Gorici, ja, pa čim krajšo zimo, ja, da boš spet onkraj svojih verskih omejitev spet začel lahko tekmovati, ja, hecam se, seveda, ja. Računam pa, da se letos pa vidiva na kakšnem mogoče trailu, tako ali drugače pa, da na hitro spijeva še tisto pivo potem, ki ga ves čas omenjaš, pa me že. Da se še uživo enkrat v življenju vidva, ne? Prvič v življenju vidva. Tako je, ja, v živo je lažje spiti pivo, ne, kot pa, ja, takole virtualno, ja. Hvala tebi, moram reči, da s človekom, ki ga prvič vidiš takole, oziroma ki ga sploh ne vidiš v živo, o katerem sem že slišal marsikaj, ko se tiče bosega teka, nismo omenili Ivija mimogrede, ki je zame genialc na ultrateki. Prav, pa sem ga omenila za piko na I, prav. In je lepo s človekom, ki ga nikoli ne vidiš,
da čvekava 1:45 približno, skoraj 2 ure. Prijetna debata, ampak se vidi, da smo vsi v nekem tekaškem plemenu. Mi, ko se laufari najdemo skupaj, to ni konca. To moraš prav sekero presekati, pa reči, dajmo se še kaj o kom drugom pogovarjati. Dajmo se pogovarjati o inflaciji, pa o davku, pa o mrežninah, ali pa rajš ne, tole je bilo super. Rajš kaj drugega, v avtih, ženskah in pivu. Tako, recimo, za začetek. Matjaž, z Bogom ti želim, kličem vse lepo v Ivančno, pa na snidenje. Hvala. Da smo živi, zdravi, Jož Godina 100, kot pravi Bajaga. To mi deli. Čau.